Dobro jutro, učenke in učenci. Ja, kadar je učenec pripravljen, pride učitelj sam. Ne? Zdaj, težko sem si jaz to predstavljal v mladosti. Slišal sem to izjavo daleko nazaj, pa nisem si jo znal predstavljati. Nekako sem si predstavljal, da kadar bom pa jaz pripravljen, bo pa prišel en možakar, pa mi bo rekel, ok, zdaj pa ti pripravljen, zdaj bom pa jaz tebe učil. Ne? Zdaj, doskrat smo si mi narobe predstavljali te učitelje in učiteljice, kdo in kaj je učitelj in kdo in kaj je učenec. Zdaj, šola ni, kjer bi se mi učili in dobili znanje. Ne? Šola je pravzaprav učilnica lažnih informacij, pol resnic, lažne zgodovine, neuporabnih stvari, ki jih v življenju ne rabiš zato, da prideš do samega sebe, vendar je točno opozit, točno kontra. In šola te ves čas drži stran od sebe in vsa znanja, ki jih v šoli dobiš, iz tebe gradijo nek ego, jaz pa imam ful indoktrinacije, več ko imaš indoktrinacije, več ko imaš teh nekih titul, bolj postaneš ulala, zdaj eni si jih ne morajo niti, so toliko zabiti pa prevarantski, da si jih niti ne grejo narediti teh titul, ampak jih kar plačajo. A veš, denar je sveta vladar, pa je vse lažje. V našem parlamentu je kar nekaj takih, ki imajo te neke kupljene diplome. Mislim, meni se zdi ful dobra. Dajte si od električarja diplomo kupiti, če ste brihtni, ne pa zdaj ekonom, pa ne vem, socialne vede, pa ne vem kaj še vse. Skratka, učitelj je v nas. Zdaj, kako je v nas? Zdaj, znanje, čakaj, sem si napisal še eno stvar, biti naučen ali pa biti izkušen, biti izučen. Zdaj, naučeno je polno informacij zamemoriranih, a ne? Doživeti lastno izkustvo in imeti lastno izkušnjo pa je nezlomljivo znanje, ki ti ga noben ne more na glavo postaviti. Tam smo se že pogovarjali, da meni ne bo noben razlagal, kako se z nožem reže, ker sem se sam že tokrat porezal, da vem, kaj ja, pa kaj ne, a ne? Zdaj, je prav, da smo previdni, ne bi zdaj s cekularjem šel probavati, mi je pa jasno, da če dilo odreže, tudi prst odreže. Ne? Karikiram, nekje lastna spoznanja so tisto, kar šteje. In ko se pogovarjamo o duhovnem svetu, torej o energetski različici nas, pravzaprav to smo mi. Zdaj, telo nismo mi, telo je sem škatla, v kateri smo, je naš jaz pospravljen. Kadar se pogovarjamo o duhovnosti, takrat v bistvu težko gremo na naučenost. Ne? Sistem je probal vložiti eno hordo lažnih teh glasnikov. Zdaj, tega je na svetovnem nivoju ogromno. Ne? Teh nekih učiteljev za nazaj, zdaj tudi Ošo spada med te, ki dajo pol resnice, en cel kup jih je, no. Zdaj v zadnjem času pa je vsak drug nekje duhovno odprt in gre naprej, vendar opažam, vse preveč je naučenosti iz knjige. Zakaj lahko to trdim? Ker jaz imam lastno izkušnjo in vem, kaj piše v knjigah, pa vem, kaj sem jaz izkusil. Ne? Jaz sem izkusil, ne, si sem pa ja kusi. Tako da sem izkušal stvari, do katerih bi vas rad pripeljal, da jih sami izkusite in doživite. Da doživite za začetek svoj mer, kjer boste ven pripeljali stvari. Izkustvo je ena izmed stvari, ki sem vam jo večkrat že podal naprej. Glasba je meni dala izkušnjo dvignjenih kocin. Glasba je meni pokazala, da v bistvu lahko prehajam med različnimi čustvenimi stanji, med
čustvenimi odzivi. Muzika je v meni prožila in žalost in jezo in veselje in radost in pogum in moč in razumevanje in pravzaprav to, kar imamo zdaj v ozadju, mir. Mir, tak ambientalna stvar. Zdaj vsak ima možnost izbere lastne glasbe. Zdaj ne more noben reči, ja, lahka tep. Vsi imamo enako možnost izbrati prave glasnike, glasbenike, eni so glasniki, eni so pa glasbeniki. Govorimo o glasbi, ki je polna, govorim o naboru glasbe, ki jo imamo na razpolago, na YouTubeu, Spotifyju, Deezeru, radijskih postajah, vse povsod imamo glasbo, ki je prava, ki je za nas, ki nas dviguje, vzpodbuja in deluje na nas zdravilno, in seveda imamo tudi to glasbo, ki v bistvu dela ovce. In zdaj ta šolski sistem in kompletna indoktrinacija ter religija ter propaganda za počez je zmeri skrbela, da je človek bil nižje od tega, kaj je. Zdaj majhni, nizki ljudje, to so mali bogovi. Mali bogovi so vse manjši, delajo vse, kot da verjamejo v Boga, ali kako že rekel. Mi smo veliki po duhu, v notranjosti smo mi polni strela in modrost prihaja sama od sebe, spoznanja, razumevanja, širina. To je iz dnevov, ko se enkrat na to priklopiš, izgleda, da gre limita proti neskončnosti. Oni so nas želeli imeti limitirane s tem, da so nam vsajevali v glavo sisteme prepričanj, belief system, to so nam ubijali v glavo. In zdaj mi se moramo v tem obdobju, pa ne v tem obdobju, kdorkoli želi napredovati bližje k sebi, se moramo indoktrinirati, naučiti stvari, zlomiti prepričanja, ki so nam jih vcepili v glavo. Vse se začne pri ravni zemlji, pa pri obisku lune, pa veri v to, da je medicina podaljšala življenjsko dobo človeštva, pa da so v bistvu ljudje v srednjem veku s konjički in vozički z lesenimi kolesi, dletom in kladivom sklesali vse te veličastne in mogočne katedrale, ki jih gledamo. Ne vem, kaj sem, Notre Dame, Rusija. En kup je teh katedral, ki se popraskaš po glavi pa rečeš, le kako. Medtem, ko sodobno gradbeništvo zna narediti kocka, zdaj povej, kdo je prvi v deželi tej. Kocka je sinonim za Saturn, za satanizem, za pravzaprav, če kocko geometrično raztegnemo, dobimo križ, pa so nas spet na križ prebijali iz kocke ven. Skratka, vse kockasto, medtem ko v naravi prav nič nima kockaste oblike oziroma ravnih linij. Zaradi tega moramo se mi priklopiti na učiteljico številka 1 in to je narava. Kako se učenec uči? Poglejte otroke, sem že omenil, z opazovanjem in oponašanjem. Živali so isto narejene in mi moramo nekako razumeti, da narava je tista naša učiteljica, ki nam lahko da mir, spokoj, hrano in vso modrost, če se priklopimo na njo. Večkrat sem jaz poudaril, dajte iti v naravo, dajte zagledati lepote, dajte se stakniti z zemljo, da boste zastopili, da je učitelj že ves čas tukaj prisoten. Klic za to, da se vrnete k sebi, v sebe, da duhovno zrastemo. Klic je za vse enak, ves čas prisoten tukaj in zdaj. Odzvati se mu je treba. Vendar, dokler je človek sam v sebi se onečastil in je umazan, si je na sebe dal nečistoče. Nečistoče so grehi. Grehi so tisto, kar v bistvu, če kršiš, če delaš grehe, potem te peče vest. In pekoča vest ni nekaj, kar bi človek hotel imeti. Človek hoče biti brez pekoče vesti, da ne bi peklo in bi bili v peklu. Sej v bistvu peku pa zlo je v bistvu
stanje nižje zavesti. Višja zavest je pa božje stanje, ne? Božji otrok. Otrok je božji, ker ima visoko zavest, ne? Ker še ni indoktriniran pa zabit v poden, ne? Kaj sem hotel reči, učitelj pride, ko je učenec pripravljen. Sami sebe moramo malo povprašati, kaj smo grešili, kje smo zagrešili kje smo pot zgrešili in šli narobe. Zdaj, mi smo polni neke zakonodaje, pa ustava, pa 10 božjih zapovedi, pravzaprav zdaj imamo že 11 ali celo 12, ampak smo rekli zakon ljubezni obvezno. Kadar se držimo zakona ljubezni, je stvar čisto enostavna. Takrat v bistvu ne grešiš. Zdaj, greh je nekaj, kar se je v zgodovini in v religiji iskalo, očisti nam naše grehe. Kdo? Kdo bo to naredil, glej ga zlomka? Kje pa je ta stric, ki zna očistiti grehe? Kaj pa ima to za eno čistilo? A ne? Umazanija, v bistvu največja umazanija se nahaja v ljudeh, ne v okolici, ne? Ideja je v tem, da v bistvu prenehamo delovati grehe in oni so nemudoma izprani iz preteklosti. Ja? To je tako, kar reka. Kar je bilo, je bilo. To je bilo v preteklosti, zato pa se imenuje to preteklik, ker je že preteklo. Mimo nas je preteklo, je šlo. Ne? In imamo vsak dan znova čas za nov začetek iz čiste biti. Zdaj, nekje je rekel Jezus, naj vrže kamen, prvi ne vrže kamen tisti, ki je brez greha, ne? Pa ga ni bilo junaka. Zaradi tega, ker smo vsi naredili greške. Greška je greška, napaka je napaka, ne? In zdaj, v tem sistemu dvojnosti, dvojnih meril, so ljudje, ki jim težko že rečem ljudje, načrtno delovali kontra 10 božjim zapovedim, načrtno delovali proti ljudem in so s prstom kazali na naše greške. Tam, kjer smo naredili napako, greško, ampak greh ni s poti stopiti, greh je po napačni poti hoditi. In če se mi nezavestno ali pa nezavedno naredimo napako, kar smo zagotovo ker smo bili indoktrinirani, misleč, da delamo prav, smo delali narobe. Zdaj pa, ko smo se zavedli, nekako bom rekel, malo streznali v času korone, in rekli, kaj pa delam? Ne? Zelo dobro bi bilo, da bi se ki se je ziglo, znajdu pred ramo od nekoga, pa bi rekel, stari, pa kaj jaz delam? Ne? Fajn bi bilo, če bi se tudi oni. Fajn bi bilo, če bi se politiki znajdeli, stari, mi kršimo ustavo, pa se nas bodo na kandelabre obesili, če bodo pogruntali. Ne? Pa niso nehali. Mediji tudi niso nehali lagati, kar nabijajo. Ne? Zdaj so tega našega Wernerja obsodili, da je teoretik zarote, da zdaj pa on je tudi proti cepljenju. Ne? Mislim, da kako še teorije zarote napadajo tudi slavne ljudi. Ne? Mislim, to so oni zvlekli ven. Mislim, kakšna gamat smrdljiva, ne? Ampak veste, oni delajo laž načrtno, greh še in še in še in še. Znova in spet. In te stvari v bistvu moramo mi zaznati, ne da lažejo samo mediji pa politiki, pa da laže farmacija, pa da je kompleten indoktrinacijski sistem, govorim šolstvo, v bistvu narejen, uperjen proti človeku. Mi moramo ugotoviti, da ta matrica in celoten sistem je bil v kompletu ustvarjen zato, da je nas držal dol. Vendar v ustavi čisto na začetku piše, v Sloveniji ima oblast ljudstvo, torej človek ima oblast sam nad sabo, ki jo izvaja svobodo, oblast, ki jo izvaja samostojno ali pa z volitvami. Mi smo rekli prav, pa z volitvami, ne? Samostojnost pa nismo nekako priznavali. In mi je precej noro, ko gledam, ljudje v bistvu imajo resnično občutek, da jim nekdo mora vladati, ker so sami sebi naredili, v bistvu toliko so se prodali, da svojega vodstva notranjega nimajo več.
ker moralno-etičnemu kompasu ne morejo zaupati, ker ga nimajo, ne? Ker delajo v bistvu kontra, ne morejo delati po principu božjih zapovedi, ker so čist moralno-etične. Zdaj pa, če se jaz malo dotaknem teh božjih zapovedi, o katerih imam namen narediti eno širšo razlago, da si bomo mi objasnili, zakaj sploh so. Zakaj nimajo srne, pa vrabci, nimajo ne ustave, ne zapovedi, ne sodišč, ne nič. Zaradi tega, ker so ista vrsta. Zaradi tega, ker delujejo iz zakona ljubezni. Ne želi drugemu škode, pa bo vse v redu. Ne? Zdaj, prehranjevalne verige so neka druga stvar. V človeški rasi imamo mi nekaj, kar se je ušunjalo v človeško raso in se predstavlja kot človeška rasa. In je iz človeške rase naredila sebi podobne ljudi, pravzaprav, ki so proti lastnim ljudem. Brat bratu ni več brat, ampak sovrak. Ne? Ampak to je ideologija naučenosti, indoktrinacije, zastrupljenosti, družbenih norm. Ne? In zdaj ta kontrarasa nima norme in morale. Zato je imela 10 božjih zapovedi, da so vedeli, kaj v bistvu ljudje drugmu ne počnejo. In ta kurbarija primitivna je točno kršila vse zapovedi in s prstom kazala na poštene ljudi, ki so se slučajno poslužili tega, kar se ne bi smeli. Ne? Torej, grešnost so očitali normalnim ljudem, medtem ko so sami lagali, kradli, prišuštvovali, ustvarili več bogov. A veš, veruj v enega boga, zjutraj ga pa obri. Kaj si je naredil sistem? Tisočero in tisočero število bogov po svetu. Mislim, bogov je milijone, niso to te razne šive pa alahi pa jaz ne vem kaj še vse. Bog je vsak v sebi, kadar ga prebudi. Slaviti in častiti nekoga tam zunaj, what? Samo sonce je tisto, ki ga lahko častimo, pa niti ga ne rabimo častiti. On je tukaj, svobodno sonce sveti za vse ljudi sveta z enako silo in ne izbira, kdo je kdo kaj veruje in kdo je kaj prepričan. Veruje. Kdo pa veruje? Veruje tisti, ki nima znanja, tisti, ki nima dostopa do modrosti, veruje. Če bi razumel, pa bi vedel. Zdaj pa, ker ne razume, pa ne ve, pa veruje, da je kugla, da je zemlja kugla. Ker je pač tokrat ponovljena indoktrinacija, da je človek vzel vase. Medicina pomaga in to smo kar sprejeli nase vase. In čeprav smo vsi pozabili, kdo je bil doktor Mengele, doktor je pristanišče. Morilec, ne? Mengele je bil mučilec številka 1 v holokaustu, ne? V teh koncentracijskih taboriščih, koncentracijskih taboriščih v Auschwitzu. Ne? Tako da zdaj Hipokratova zaprisega je zlomljena, zaprisega, da bodo spoštovali ustavo, je zlomljena. Božje zapovedi so zlomili in zdaj pričakujejo, da bomo mi ubogljivi in bomo še kimali. Ne vem, zakaj bi. Zakaj bi mi se klanjali nekomu, ki ima idejo, da nas eliminira iz površja zemlje, ki ima idejo, da nas zastrupla, ki ima idejo, da iz nas naredi bedake, da iz nas naredi neumne primitivce, ki so se med sabo pripravljeni kregati, argumentirati, prerekati, cuzati energijo, drugega spotikati in metati polena pod noge. To ni izraz zdrave družbe. Mene načeloma na svetu ne moti nihče, dokler ne zajadra v moj osebni prostor. Moj osebni prostor so tudi moja prepričanja, ker stojijo na mojih lastnih izkušnjah, ne na naučenosti. Pravzaprav tudi to, kar jaz bleknem, je v bistvu vse že bilo povedano, ali z glasbo, ali z besedami, ali s slikami. Vse, kar je, samo spomniti se moramo ponovno stvari, stvari o sebi. Načeloma vse, kar rabimo in vse, kar rabimo vedeti, v bistvu že vemo in imamo s seboj vse, kar rabimo. Nekdo je nam to vzel. Nekdo je nam vzel moč.
In to moč moramo mi zahtevati nazaj. In zahtevamo jo nazaj. V mislih, besedah in dejanjih si jemljemo pravico do svobodnega bivanja na planetu Zemlja, si jemljemo nazaj. Kako? Svoboda ne gre od odzunaj not, ampak od znotraj ven. Občutek svobode, da nisi odvisen od drugih, da tvoj obstoj ne more biti odvisen od ničesar. Mislim, da imajo aboriđeni ali neko pleme, ima test, da gre človek v gost, torej iz plemena ven, za 1 teden brez vsega. In tak je človek priletel na to zemljo, brez vsega, gol in bos, tako kot vrabec, tako kot teliček in tako kot slonček. A ne? Seveda je prav, da smo v skupnosti in lažje v skupnosti in lepše v skupnosti, ampak v taki bolani družbi moramo najprej ločiti, kdo so naši in kdo so anti-naši. Zdaj ti anti-naši so se pod pretvezo, da so naši, nam prišunjali, jaz sem tudi tako kot ti. Pa ni res, ne? S časom prepoznaš, da to temu ni čisto glih tako, da je mnogo te glume, ki je bila v bistvu proti nam, ljudem. Skratka, pošljajo človeka ven iz plemena in gre sam v gost in to je test odraslosti. Koliko ljudi v tem trenutku bi bilo sposobno, če bi mu dal ruzak, pripravljen ruzak, ali pa mu rekel, le imaš ruzak, pa pršti me, kaj rabaš, pa pejt za 3 dni, pa prid nazaj. Posrani vsi. Posrani, bravo. Cel svet je pokakan, strahopeten je. In strahopetstvo je za strahopetne je krasen vzvod ustrahovanje. In ustrahovanje je vzvod, ki ga uporabljajo vse inštance, politika, mediji, indoktrinacija in vse je ustrahovanje. Kaj da bo? Zdaj, mi smo deležni precej tega ustrahovanja. Kaj bodo naredili? Obvezno cepljenje bo jesen, pa ni bilo. Pa zapirali nas bojo, pa nas niso. Pa bomo kaznovani, pa nismo bili, celo vračajo se nazaj neke tiste kazni, ki so jih preterali v času korone in tako naprej. Skratka, pa bo vreme nas bo ubilo, pa mene ni, mislim, da nas ni, pa bodo vsi bolni, pa niso, vsi bolni. Tako, ustrahovanje je ena izmed orožij, ki deluje, če je človeka strah. Koga je strah? Tega, ki ima kosmato vest, še najbolj, zaradi tega, ker se more nasloniti na nekoga. In tako je delala ta sistem je delal, da se je drug na drugega so se naslanjali, drugmu so hrbet ščitili, ker samostojnosti in avtonomnosti prestrašeni ljudje, ki so dušo odmaknili stran od sebe, da ne rečem prodali, te avtonomnosti in suverenosti več nimajo. Svoje lastne stoične drže nimajo, zato morajo nekomu slediti in druščina jim žal, hvala Bogu, razpada. Zdaj, kdor pa se je postavil na svoje noge, ta pa se ne boji ničesar. Saj se ne rabi bati ničesar. Saj nam v bistvu se sesuva tisto, kar je grdo in se lahko veselimo tega, da se postavlja nekaj novega, nekaj pravičnega, nekaj tacga, kar smo si želeli. Pravzaprav, tisti, ki ima domišljijo, si je ziher znal predstavljati lep svet. What a wonderful world. Imagine, samo predstavljaj si, da je svet prečudovit in živi v miru. In Michael Jackson je lepo rekel, they don't care about us. Njih ne briga za nas, briga jih samo to, kako nas bodo pobili, pa kako nas bodo scuzali, pa strpali v taborišča, da bodo lahko zavladali planetu v popolnosti, vendar ta planet ne pripada njim, ampak nam. Nam, ki smo božji otroci in ni zajebancija, da je na zemlji mnogo zvezdnih semen, ki se prebujamo in smo v fazi prebujanja in ulivanja moči in upanja vsem, ki so še v fazi strahu, v krempljih sistema in narcizma. Slovenija je velika. Slovenija je v Guinnessovi knjigi rekordov definirana kot država, ki ima
največ občin, največ narečij, največ, čakaj še nečesa. Tako, narečij, značajev in naravnih čudes. Naravno čudo. Kdo je naravno čudo? Kamen, ki je tam tako, ali je naravno čudo, pravzaprav božje bitje, ki ima neslutene moči, kadar se odklopi od sidra. Sidro je matrica, ustrahovanje znotraj matrice in pogojevanje. Ne? Zdaj, katera žival rabi plačati, da živi na zemlji, razen človeka noben, pa človek v bistvu ni tisti, ki je zahteval denar, ampak tista neka druga vrsta, ki je ljudi prepričala, da je to normalno. Zdaj, jaz sem malo gledal te neke politične seje, par dni nazaj, katastrofalno, ne, kako ti ljudje zdaj izgledajo kot roboti, naučeno berejo stvari, brez smisla, repa in glave, nerazumljivo, ne dvoumno, ampak še staroumno, po vseh izrečenih besedah še zmeraj ne veš, kaj je bilo sporočilo in kaj je v bistvu zaključek, kar pa v bistvu ni lastnost empatov oziroma čistega pristnega človeka. Mi ljudje želimo biti jasni, razumljivi, razumljeni in želimo razumeti. Nekdo drug, ki nima čistih namenov, je dvoumen, nerazumljiv, nejasen in nič ne razume, ko mu poveš čist jasno. In ta nerazumljivost je v bistvu pokazatelj, s kom imamo posla. Okay. Skratka, učenec, učitelj je tukaj ves čas in čaka na vašo pripravljenost. Pripravljenost je odsotnost načrtnega delovanja grehov, ker bodimo iskreni, laž ni po nesreči, laž je z drugimi besedami načrtno govorjenje neresnice, a ne? Dajte se zavedati, da laž ni po nesreči. No, in kadar nehamo uporabljati to, laž, manipulacijo, prikrivanje, umikanje, izmikanje, prelaganje krivde, prelaganje odgovornosti, kadar s temi stvarmi prenehamo, takrat lahko rečemo, da se pripravljamo in smo učenci pripravljeni, da gremo v pravo šolo. Da takrat, kadar nehamo z grehi, takrat smo goli, Golgota, Golica, goli, Mongoli. Takšni se lahko srečamo pred obličjem univerzuma ali pa vsemogočnega kreatorja, Ata. Nekako bomo morali priti do tega. Jaz nisem hotel govoriti o bogovih, pa o Jezusu, pa o teh stvareh, sem hotel to prek kekca vam pripeljati, ampak enostavno se ne da. Moramo sprejeti dejstvo, da je višja sila, ki je skreirala in ki vzdržuje to mati zemljo trilijone let, ne, ali jaz ne vem, to sploh nima več veze, ampak nekdo, neka sila je to mogla ustvariti. Narejeni smo po njegovi podobi. Mi posedujemo to isto energijo, ker smo energetska bitja in vse to je ta ista stvar. In ljudje imamo kapaciteto kreiranja, dočim tridimenzionalna bitja, ki želijo nas izpodriniti, nimajo sile kreacije, ampak samo sile destrukcije, ker so narejena do nivoja tretje čakre, torej do tridimenzionalnega sveta. Ne bom še predaleč noter, niti ni potrebno. Želim, da se zavedate, da obstaja višja sila nad nami, ki skrbi, da je vse tako, kot mora biti in poteka tako, kot mora potekati. Mi smo iz vojne že ven. Zdaj, to, kar gledamo, to ustrahovanje, te neke bedarije, ki jih probajo stisniti v nas, to je bičkarstvo. Torej, ta temačni del proba še s tistimi majhnimi repki nekaj opleta, ampak se mi zdi, da tudi ta sila je čedalje manjša. Ne? Okay. Jaz sem rekel, da vam bom tlele šel čez listka, sem si obkrožil, kaj imam na listkih, pa vam še nisem povedal, pa bom šel sem na hitrco. Imejte široko odprte oči, bodite pozorni na stvari. Kadar ste pozorni na stvari, se pokažejo znaki, pokažejo se anomalije v igri
ki jih izvajajo igralci, to je tisti, ki je Shakespeare rekel, cel svet je oder. In igralci igrajo igre in v igri delajo napake, bolj, ko ste pozorni, bolj, ko jih uočite, bolj postajajo nervozni in delajo še več napak. Imejte oči na pecljih, raj opazujte, kot da koga kaj prepričujete. Zelo dobro je, če od sebe date kakšno spoznanje resnice, opažanje, kakorkoli opozorilo, da koga opozorite pred nevarnostmi pasti, mogoče date komu pomiritev, dajte od sebe, lepo vas prosim, svet nujno potrebuje vzpodbudo, glede na to, da vidim, da mnogo ljudi... Kam sem pa zdaj zapisal eno ful dobro stvar? Eni vidijo v stvareh grožnjo, drugi pa vidimo osvoboditev izpod zla. Različni smo si. Zakaj eni vidimo osvoboditev izpod zla? Ker vidimo, da matrici hudo pušča in hudo se ji lomijo tla pod nogami, rušijo in zagotovo nima več moči. Zdaj, če mi ne verjamete, boste še mogli malo počakati, pa boste še lepo stopili na svojo potko. Ampak, kot sem jaz dobil 2 let nazaj, pa neki močan signal, go, pojdi, akcija, zelena luč, nič ti ne morajo, tema je popušila, svetloba je zmagala. 2 leti nazaj. Do zdaj sem tukaj živ in zdrav, nihče mi nič ne more, probajo z vsemi možnimi lažnimi vzvodi, ampak ne morejo. Tako da, ne vem, zakaj bi nekdo trdil zdaj, da v bistvu pa bo tema zmagala in to je civilizacija človeška bo umrla, ker tako slabo, kot je zdaj, še nikoli ni bilo. Ja, tik pred zoro smo, to je res najtemnejši dnevi pred zoro, ampak tema ne zmaguje. Zmagala je svetloba. Tema se bori, da bi sabo vzela čim več duš in čim več duš popackala s svojimi svinerijami. Ampak kdor se je postavil v steber lastne moči, mu tema nič ne more. Ne? Na srčni čakri deluješ in ti nič ne morejo. Ne rečeš, pa ne morejo. Ker za vsako njihovo dejanje smo mi dali lastno privolitev, ker kozmični zakon, kozmična zakonodaja je kozmična zakonodaja, tega se ne da kršiti in to vejo tudi sami, in ako so jo doskrat na precej področjih kršili in sistem nabrali karmo, tisti, ki smo delali dobra dela, smo si naredili darmo in darovi prihajajo v obliki, prihajajo v vseh možnih oblikah. Najprej na noter, pa se manifestira na ven. Zaradi tega, ker tisto, kar imaš stanje na noter, ga vibriraš na ven in s tem manifestiraš zunanjost. Tako je. Kaj sem še hotel napisati? Da imejte široko odprte oči, bodite pozorni, opazujte situacije, stvari in pasti, da kam ne zaglajzate. Tako je, prebujeni, tisti, ki ste, tisti, ki imate občutek, da vas prežema ljubezen, dajte jo deliti svetu, pokažite svetu upanje, da ljubezen obstaja, svet je prežet s sovraštvom, pravzaprav ljudmi, ki ne posedujejo v sebi več življenja, ne posedujejo več te življenjske energije, ki rečemo ljubezen, torej smo v pomanjkanju ljubezni, ljudje nasploh, oddaljili so se sami od sebe. Zdaj tisti, ki so se dokončno prodali, jaz ne vem, kako bodo oni, vendar mnogi ljudje potrebujejo vzpodbudo, da zastopijo, zakaj bi se sploh iz tega svojega delovanja spreobrnili v prav, kakor jaz uspem deliti svoje ljubezni, vidim, da ljudem prav pride. Ne? Ljudje rabijo to. In nikoli ne veš, kdo dobi, če daš. Tako da dajte probati pokazati od sebe, dati ljubezen. Zdaj ne me vprašati, kako, ker sem se že sam sebe sit, pokažite stvari, ki jih počnete radi. To je to. Počnite, pa slikajte se, ker imate pri sebi vse orodje in orožje, da ljubezen prebije čez sovraštvo. Mogoče še tale, I am who I am. Zdaj, jaz sem, kdor sem in meni lahko vlada jaz, mojemu telesu lahko vlada moj energetski jaz in zdrav duh v zdravem telesu je navadno eno z drugim. Nikar ne bodite to, kar niste in ne sprejmite navodil nekoga,
ki ni ti. Torej, samo ti sam sebi si lahko government, ne? Lahko kontroliraš mental. Ne moreš dovolj, da drugi kontrolirajo. Mi smo zdaj opazili, da pač ti drugi delujejo kontra nam in so nam skozi indoktrinacijo usadili točno vse vzvode, da smo bili odmaknjeni sami od sebe. Tako da ne dovolite, da vam drugi perejo mozak, pazite, kaj verjamete, pazite, kaj vnašate v sebe in ne dovolite, da niste vi. Ne dovolite, ne more drug govoriti v vašem imenu, kaj vi smete, kaj vi morate, k česa vi ne zmorete in tako naprej. Vi ste tisti, ki odločate. Zavedajte se, da ste močni in če boste sami govorili sami sebi, da nekaj ne morete, imate prav. Če boste sami sebi govorili, da zmorete, tudi to drži. Torej, pazite, kaj mislite, kaj govorite in kakšno imate mnenje o sebi. Kakšno imam jaz mnenje o sebi? Vrhunsko. Koliko imam sebe rad? Najbolj. A imam sebe rad? Ja. Kako rad? Kakorkoli obrnem. In na not, in na ven, in na dejanja, in na besede, in na vse. Jaz imam sebe rad in to ne pomeni, da sem samo všečen, ampak sem sam sebe sprejel v popolnosti. Tudi s tem, da imam mečkem vampka. Ne? In pač to je tudi Buda, ga je tudi imel. Ne? Ampak nekako hočem reči, sprejel sem se z vsem, kar sem. Tisto, kar sem rekel, da so moje pomanjkljivosti, se je izkazalo, da niso nič pomanjkljivosti, ampak so unikatnosti. Ne? Jaz sem unikat, tako kot je vsak človek na svetu svoj unikat in zakaj bi bil podoben večini, če pa sem unikaten. To isto velja za vas. Dajte paziti. Pa dajte se malo distancirati od tako, dajte sliko pogledati od daleč, da boste videli, koliko je okrog vas negative, ko ljudje, ko v bistvu malo ne date ljudem tistega, kar so si želeli imeti, ko pričakujejo od vas reakcijo, dajte jo ne dati oziroma dajte transmutirati, dajte delovati glih kontra, torej nepredvidljivo in boste videli, koliko je okrog vas nekega fejka, nepristnosti in lažnivega sveta, škodljivosti. V bistvu vse situacije po svoje grozna, po svoje žalostna in po tretji strani pa sem optimist in verjamem, da bomo prebudili lahko še ljudi, ko jaz mislim, da finance bodo tiste, ki bodo odrezale kvantni finančni sistem, Gesara, BRICS in tako naprej, ko ne bo več treba biti sužen, takrat bomo lahko ugotovili, kaj je svoboda. Vendar svoboda pomeni svobodna izbira, kaj želiš. Če ne veš, kaj želiš, ta svoboda bolj klinc-klanc, ne? Zato pa dajte razmisliti, kaj imate radi. Poleg tega, da imate radi sebe. Ne? Malo razmislite, kdo je na tem svetu prioriteta, kaj so dejanja prioritete in ne dovolite, da vam kdo drug narekuje vaše prioritete. Zastopite, da smo ljubljeni vsi, da nam je vsem vse odpuščeno, da vsa naša napačna dejanja so nam odpuščena, ko prenehamo nadaljevati z njimi. A sem bil jasen? Kadar nehamo delati grešno dejanja, smo bližje učitelju, ki nam daje najpomembnejše šole in izkustva in izkušnje, ki jih rabimo za življenje. Bodite čisti. To je to. Uživajte življenje in ako se nam sonce kar nekako skriva. Ga dajmo pa od znotraj požgati. Vse štima. Ljubljeni. Držite se. Čau, čau.